Za obravnavo nasilja v šolah nimamo ustreznih in pa tudi učinkovitih ukrepov, ki bi otrokom zagotavljali varno okolje za izobraževanje. Sedanji sistem pa je veliko bolj usmerjen v pravico nasilneža do izobraževanja, kot do zaščito žrtev in ostalih otrok pred nasilnim otrokom. Kaj se je zgodilo? Pred nekaj tedni je 14-letni romski učenec na Oš Velika Dolina napadel sovrstnika. Tem ste verjetno seznanjeni. Zaradi udarca je ta padel, ko je skušal vstati, pa je prejel še en udarec. Na glavi ima več kot pol čela prerezanega oziroma počenega, zraven pa na čelu še manjšo ureznino. Ravnateljica šole je povedala, da so na šoli incidenti, v katere so bili vpleteni Romi, že bili in so jih reševali s pomočjo Centra za socialno delo, policije, ministrstva, inšpektorata, žal pa ugotavlja, da so zdaj izčrpali vse pravne in pa tudi zakonske možnosti ukrepanja in da so pri tem ostali zelo nemočni. V lokalni skupnosti so osnovno šolo pozvali k izključitvi učenca. Toda šola po zakonu te možnosti nima, da se učenca izključi, kot pravi ravnateljica. Prav tako skoraj ni možnosti, da bi učenca prešolali, saj se mora s tem strinjati šola, na katero bi tega učenca prešolali. Kot je pojasnila, omenjeni učenec tudi ni dobil prepovedi vstopa v šolo, ker so želeli starši pogovoriti na sestanku, ampak žal tudi to ni bilo mogoče, ker so starši zelo slabo odzivni. V zvezi s tem primerom so starši in pa vodstvo osnovne šole v preteklem letu Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsaj 6-krat obvestili o nasilju na šoli. V enem izmed dopisov so zapisali, da je eden izmed romskih otrok še posebej problematičen. Naše otroke na šoli in izven šole ustrahuje in grozi in z njimi tudi fizično obračunava. Ter še, otroke je potem tako strah, da si ne upajo v šoli o tem nič povedati. Situacija pa je naše otroke pripeljala do te faze, da so starše prosili, da jih prepišejo na drugo šolo. Vendar šoli tudi na pristojnem ministrstvu ne znajo natančneje svetovati, kako naj ravnajo v primeru nasilnega učenca. Predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina pa napoveduje predlog, da se vsi učenci šolajo na daljavo, če se ne najde primerna rešitev za naslednje šolsko leto. Čas se torej izteka. Pri omenjenem incidentu gre za preplet dveh zelo perečih tem, nasilja v šoli med mladoletnimi in pa tudi romske problematike. Naj zelo jasno in pa glasno povem, niso nasilni samo romski otroci in niso vsi romski otroci nasilni. Gre za dve področji, ki sta vedno bolj problematični, ki pa jo vlada Roberta Goloba sploh ne rešuje. Zato se je potrebno odločiti, da to želimo rešiti, da tega, kar smo do zdaj spremljali v medijih, na terenu, da tega več v prihodnosti ne bomo gledali. Kjer je volja, tam je pot, pravijo. In če predsednik vlade najde poti do košarkaških in pa nogometnih tekem, sem prepričan, da bo našel tudi pot, kako se bolj učinkovito spopasti z nasiljem v šoli in pa tudi z romsko problematiko. Učitelji in pa ravnatelji opozarjajo, da je v šolah vedno več otrok, ki so neobvladljivi. Šole nimajo vzvodov, kako v takih primerih učinkovito ukrepati in ostalim učencem zagotoviti varno in pa urejeno okolje za izobraževanje. In to želimo storiti. In ko pride do tega hudega incidenta, da starši ne upajo poslati otroka v šolo in celotna lokalna skupnost zahteva, da se nasilnega učenca umakne šola zaradi omejitev v zakonodaji tega ne more storiti. Ministrstvo pa ne ponudi nobene rešitve, zgolj ponavlja, da je osnovna šola pravica vsakega otroka. Kaj pa je s pravico ostalih učencev do varnega in urejenega okolja ter nemotenega pouka? Je res prav, da je ta podrejena pravici nasilnih in pa motečih učencev, da so v šoli? Cel razred se mora prilagoditi nasilnežu in sprejemati vsakodnevno nasilje. To enostavno ni prav. Ministrstvo pa samo vztraja, da ima ničelno toleranco do nasilja, ne naredijo pa ničesar. Kaj torej pomeni
besedni izraz ničelna toleranca do nasilja, če pa smo nasilju vsakodnevno priča. Lani maja je bilo na temo nasilja med mladoletnimi na skupni seji Odbora za izobraževanje in notranje zadeve sprejetih 6 sklepov, ki so poudarjali nujnost zakonodajnih sprememb, tako v okviru šolstva, kot tudi v okviru pravosodja. Toda v enem letu nismo bili seznanjeni niti z enim takim konkretnim predlogom zakonodajnih sprememb. V enem letu ta vlada ni naredila ničesar. Se opravičujem, kupila je 13.000 računalnikov in pa sodno stavbo. Iz javnih nastopov ministra za vzgojo in izobraževanje se zdi, kot da v sedanjem sistemu obravnave nasilja v šoli in zlasti nasilnih učencev ne vidi pomanjkljivosti. Tudi ob zadnjem incidentu na Oš Velika Dolina ni napovedal nikakršnih sprememb zakonodaje in pa tudi nujnih novih ukrepov, ki bi šolam omogočile učinkovito ukrepanje v primeru nasilnih, neobvladljivih otrok. Starši pa se sprašujejo, kaj se mora še zgoditi, da se bo končno nekaj premaknilo. V preteklosti smo se na vse pretege trudili izboljšati zakonodajo, da bi bilo manj zlorab in pa nasilja Romov. Tudi 11 županov jugovzhodne Slovenije je pripravilo zakonodajne predloge, ki bi Rome usmerilo v bolj odgovorno ravnanje. V državni zbor so pripeljali predloge in jih vložili z več kot 30.000 podpisi naših državljanov. Vendar je župane in državljane aktualna koalicija gladko zavrnila. Vlada Roberta Goloba očitno težav na področju romske problematike ne vidi. Ves čas se v Sloveniji ukvarjamo s pravicami Romov, ob tem, kaj jim pripada in kaj jim država še mora narediti. Skrajni čas je, pa da se začnemo pogovarjati tudi o njihovih dolžnostih. Govorimo o diskriminaciji Romov, na terenu pa je situacija ravno obratna. Ljudje, ki živijo v bližini romskih naselij, so dnevno in že vrsto let tarča kriminala, izsiljevanja in pa fizičnega nasilja. Ti ljudje so diskriminirani in sram je lahko državo, ki svojim ljudem ne more zagotoviti varnosti in pa normalnega življenja. Romi imajo vse pravice, vse jim pripada. Kdo pa je varuh ostalih državljanov, se sprašujem. Romski učenec je v osnovno šoli brutalno pretepel drugega učenca in to se ni zgodilo prvič. Odziv ministra za šolstvo je bil neverjeten. Organizirali bomo okroglo mizo in se o nasilju pogovorili. Robert Golob je bil še bolj odločen. Pripravili bomo akcijski načrt, ampak enostavnih rešitev ni. A res? Rešitev je povsem enostavna. Še enkrat ponavljam. Rešitev je povsem enostavna. Učenca se izključi iz šole in se ga da v prevzgojni dom. Pika. Tak učenec v redni osnovni šoli nima več kaj iskati. Drži pa, da je to po tej zakonodaji misija nemogoče. Torej smo pred dejstvom, da je potrebno spremeniti zakonodajo. In na to računam tudi na vladajočo politiko. Kaj predlagamo v Novi Sloveniji? Potrebujemo sistem obravnave nasilnih mladoletnih, ki bo zares deloval odvračalno, preprečeval ponovitve nasilnih incidentov in ostalim mladoletnikom sporočal, da takšna ravnanja družbeno niso sprejemljiva in bodo tudi ustrezno sankcionirana. Potrebujemo šole, v katerih se bodo učenci počutili varne, kjer bo pravica učencev do varnega in pa urejenega okolja ter nemotenega pouka nad pravico nasilnih in pa motečih učencev, da so v šoli. Zato smo zahtevali sklic nujne seje odborov za izobraževanje in pa notranje zadeve in predlagali sklepe, 3 sklepe, s katerimi pozivamo. Prvič, pozivamo vlado, da v roku 3 mesecev pripravi zakonodajne spremembe, ki bi omogočile učinkovito obravnavo primerov nasilja mladoletnikov in odklonskega vedenja učencev, vključno z umikom nasilnega učenca iz razreda in začasno vključitvijo v poseben vzgojni program. Drugič,
Pozivamo vlado, da v roku 3 mesecev naj vlada pripravi tudi zakonodajne spremembe, ki bi okrepile odgovornost staršev za ravnanje njihovih mladoletnih otrok in v primeru dolgotrajnega nesodelovanja staršev s strokovnimi službami v vzgojno-izobraževalnem procesu uvedle izplačilo socialnih transferjev v naravi. Ne podarjam, da smo se na tem področju tudi že v času prejšnje vlade, ki smo pripravili ustrezno zakonodajo in tudi takrat ni bilo zadostne podpore, kjer smo želeli, da ko vidimo, da prihaja do zlorabe, da bi starši ne dobivali več socialnih transferjev, otroških dodatkov v denarju, ampak v naravi. Žal politika nikoli ni imela interesa tega področja urediti. Ministrstvo za notranje zadeve pa naj v roku 3 mesecev pripravi zakonodajne spremembe za povečanje pooblastil policije v primeru skupinskega nasilja in okrepi prisotnost policije v okoljih, kjer se zazna večje število nasilnih incidentov in pa groženj. Jaz menim, da časa ni več, ukrepati bi morali že včeraj in pričakujem, da bo vlada Roberta Goloba ukrepala in poskrbela za varnost naših otrok, da to, kar smo do zdaj spremljali v medijih, da tega več spremljali ne bomo. Hvala. Ne vem, mene zanima, zakaj se institucije, kot je Center za socialno delo, ki ima vse pristojnosti in izdane. To se dobijo vaš psihologi, psihiatri, za take določene posebe, ki so res skozi v tej akciji in se pa tam dogovorijo in jih dajo v pravni dom. Zakaj se to ne dogaja, kako se to zdaj boji? Jaz mislim, da se bojijo nekega medijskega linča, da bo prihajalo do neke diskriminacije, zato se verjetno določene inštitucije tudi obnašajo tako, kakor se, ampak če 30 let nazaj to ni bilo diskriminatorno, se pravi, ne more biti tudi sedaj. Sem pa mnenja, da je treba pripraviti ustrezno zakonodajo, ki bo v nadalje preprečevala, da tako kot sem rekel, da tega nasilja v šolah več ne bomo spremljali. To zdaj politika tega področja ni imela interesa urediti. Doskrat smo trčili ob dejstvo, da nas je v Državnem zboru premalo. Jaz upam, da so pa zdaj začeli zvoniti vsi alarmi in da bo tudi ta vladajoča oblast se končno zavedala in nehala sprenevedati, da je nasilje v šolah, da se to nasilje celo povečuje in da bo šla nasproti in konkretno pripravila ustrezno zakonodajo, ki bo preprečila vso nadaljnje nasilje v naši državi.